Mraz je, ni hujšega, kaj zjutraj prijeti na sveže v mrzo avto. Dragi moji živijo, evo, misel dneva, vztrajnost se splača. Zakaj? Ravno ker sem dobila klic, oziroma pač pred 1 uro sem se mogla še zrihtati, da so med 40.000 paketi našli moje škatle z rokovniki. Jej! Tako da grem zdaj iskat in me čaka en dolg dan in verjetno tudi ena dolga noč, ker pač valjda hoče, da jih čim prej dobite. Tako da, brez dodatnega govorenja, akcija, gremo delati. Evo me prispela na Vič, maskica, v centru poštnih pošiljk. Ogromno enih je, da vam pokažem. Ogromno teh poštnih avtomobilov. Ja, grem pa zdaj tukaj noter. Jaz sem doma, rokovniki so doma in Nataša pomahi. Nataša je tu doma. Prišla mi je pomagati moja sestrica Zlata, tako da nas zdaj čaka res eno aktivno popoldne in jaz verjamem, da tudi večer in verjetno tudi noč. Tako da Nataša je že začela, si bo nekako razdelili delo, da bo ona jih zavila, da bojo v bistvu taki varni prišli do vas, zaščiteni v folijo. Jaz bom vmes pisala na koverte, tako da jaz se ful veselim. Ti? Tudi čisto navdušena. Greva, akcija! Juhu! Vsi rokovniki so poslani. Ful je dober občutek, tako da zdaj, ko gledaš, bi mogla vse rokovnike že dobiti, če bi ga slučajno pa še rada imela. Sem še nekaj kosov na voljo na moji spletni strani evinalepotilnica.si. Zdaj so vsa tukaj sem utrujena, da sploh ne znam več govoriti. Skratka, pošiljke so zdaj ful hitrejše in če danes naročiš, prije ponovadi v roku 2 dni. Tako da, to je to, rokovničke smo dali naprej, ful vesela, čeprav tudi res ful utrujena, res sem bila kar danes dolg po kontle, to se sploh ne znam več govoriti. Zdaj grem pa v Isk, rabam en okvir za sliko, tako da, glede na to, da imam kar zaposlen dan, bi vam bilo mogoče zanimivo, da greste z mano, pa še meni boste delali družbo. Tako da, Isk, okvir, let's go! Okidaki, okvir imamo, tako da prvi opravek ček. Zdaj pa sem šla popraviti avto, oziroma ne ga na popravilo. Če ste gledali moj video, tiščiče, da sem imela kar 2 nesreči, nobenkrat jo skriva, tako da moj avto je res potreben prenove. Sem pa ful vesela, zato ker sem mislila, da bom bila zdaj 1 teden brez avta, ampak sem dobila nadomestnega, tako da se lahko vozim in skačem naprej, vam ga pokažem. Koliko je fancy šmenci, še tole ima natač, tako da se moram malo spoznati z njim. Zdaj pa šibamo naprej, razmišljam, kaj bi bilo naslednje. Mogoče kar trgovina, rabam par stvari, tako da pojmo v trgovino. Sem prišla domov, tole so stvari, ki sem jih kupila, lahko zdaj skupaj pogledava, jaz ful rada gledam, kaj kdo kupi takole za kosilo ali pa pač nasploh v trgovini, ker potem tudi sama dobim zelo pogosto kakšno idejo. Tako da, kajzerce zjutraj za zajtrk, banane, midva oba ful rada jeva sadje, jabolko na dan od žene zdravnika stran. Pol ene orehe, delala bom, če mi bo ratala ena sladica iz hruškami, orehi, medom, vam mogoče celo pokažem, no, tako da za to orehi. Kisla smetana, dansko sem vam namen zdaj spraviti delati večerjo, musako. Pa imamo tukaj sladkarije, to pa zato, ker v decembru prihaja to testiranje božičnih sladkarij. Zdaj sem razmišljam, a bi dala najprej tavlo gor ali najprej božične sladkarije. Bom videla, no. V glavnem, to, da veste, tudi letos pride testiranje božičnih sladkarij. Jaz počasi delam zalogo, nekako želim, da bi bile sladkarije res same take hude, unikatne, tako da počasi delam to zalogo. Tako da čisto vsega vam ne bom pokazala, sem dala zdaj nekaj stvari na stran, da bo tudi malo vse le presenečenje. Tako da gremo zdaj naprej z tem navadnim nakupom. Evo 2 jogurta, ti 2 imam jaz ful rada, malo ima tak sladek okus po žitaricah, njam si. Pol, eni ravioli, jaz sem že vzela špinačo, kakšen piščanček ali pa kakšen losos, bo po moje ful dober. Evo hruškice za mojo sladico, ki sem si jo zamislila.
Potem, tole sem zagledala, eno tako božično skodelico, šalčko in mi je bila tako luškana, da sem rekla, da jo bom vzela, pa še malo dodatnega božičnega vajba. Poleg te šalčke, evo pa še tale krožnik, dejansko sta komplet in sem si zamislila, da bojo tukaj gor kakšni medenjaki, da vsak gost, ki prije, da si lahko tukaj postreže, kako je lepo. Kaj imamo potem še? Tele papirnate brisačke, to gre pri nama ful hitro, tako da jih ponavadi sicer nabavim vedno 2 ali pa 3 škatle, zdaj pač ni bilo raleta in sem bila malo omejena. Jajca, za kakšne palačinke, pa imamo pa še sir. To pa dejansko ni zadnja stvar, ker sem vzela še nekaj toliko luškega in toliko božičnega, ti pokažem. Aha, tlele še WC papir, ampak pazi to, vzela sem 2 pošterčka, en je Merry Christmas, drug pa, ne, tako da je prav, Let it snow. Tako da sem si zamislila, da dam zdajle na tale kavč, lahko kar takoj to naredimo. Kako dobro zgleda. Se mi zdi, da bo toliko popestril tole dnevno, pa nekako želim še dodaten Christmas vibe narediti, tako da, ja, ful dobro. Evo, smrekca, letos smo v rdeče bunkice, lani sem imela bolj take rozaste, letos so šla na tradicionalno zlato rdečo, pa polštri. Tukaj pa zdajle vas moj nakup, ki ga moram zdajle zložiti v omare in hladilnik. Jaz žijem. Korak 2, narežem čebulo. Ne jokam, čebula me toliko peče. Jaz smo že nasploh ful občutljive oči, ampak kaj pa meni čebula naredi, tole vem, da je šele začetek. Gli sem me začela lupati in ko mi gledam. Še moj najljubši del začimbe, jaz obožujem zelišča, malo bazilike, malo česna. Malo krompirja, zato ker sem ga spodaj dala malenkost preveč in ga je zmanjkalo se zgori. Tako da bom zdaj prekrila tole s telim nadevom oziroma kislo smetano pa jajčkom. Tako da boste vedeli, da drugač bi ga mogli biti čistko posoda, zapolne ta zgornji del. Zdaj pa se bom lotila še sladice in sicer pečene hruške z orehi. Za pripravo te sladice mislim, da bo zelo enostavno, jaz se bom sicer delala prvič in se bom držala enega recepta. Rabiš valjda hruške, orehe, cimet in med. Zdaj sem se spravila montirati tale video in ugotovila, da nimam zaključka. Tako da, evo ga naredim, pa da vas še malo updateam, kako sem si jaz ta vlogmas zamislila. Zdaj, da bo video čisto vsak dan, je malo
fizično skoraj nemogoče, ker je to res ogromno in montiranja in snemanja, tako da čisto vsak dan verjetno ne bo. Bomo pa skupaj recimo na vsake 2 dni ali pa 3 dni odštevali do Božiča, oziroma obljubim, da bom kamero imela cel december skozi nekje blizu in ko se zgodi kaj zanimivega, posnamem in vam naslednji dan ali pa isti dan, odvisno kdaj se zgodi, dostavim to vsebino. Tako da plan Vlogmas je, mogoče kdaj se zgodi, da bo vsak dan, mogoče kdaj tudi 4 dni ne bo, skratka čisto spontano, to pa da veste, da bo december malo bolj aktiven. V komentarju spodaj mi lahko zapišeš kakšno idejo, ker bojo definitivno prav prišle, kaj bi mogoče želela gledati na mojem kanalu. Obljubila sem že testiranje božičnih sladkarij, imam ene par idej tako že v mislih, definitivno pa vedno upoštevam tudi tvoje. Tako da ne se pozabiti naročiti na moj kanal, da boš cel Vlogmas in december z mano, jaz se ga ful veselim ustvarjati. Ne mi pozabiti slediti tudi na Instagramu, najdeš me pod imenom Evina Lepotilnica in to je to za danes. Lahko noč lepotice in se gledamo v kratkem v novem Vlogmasu. Ljubčki, čau!